Državni zbor sprejel leta 2019 oziroma 2018 nov zakon, katerega je imela občina kar časa do leta 2021, se pravi, da bi se lahko s tem prej pripravili. Čeprav naš predlog je bil tudi, da se bi ta komunalni prispevek nazaj subvencioniral, kot se subvencionirajo čistilne naprave. Vendar tukaj se postavi eno določeno vprašanje, teoretično, kaj če sredstev ne bo, se pravi, da ga tudi ne bojo mogli subvencionirati, da bi ga občani dobili nazaj. Vseeno pa mislim, da bi občina ali pa vsaj oddelki noter mogli to zakonodajo spremljati v tej smeri, ker je nuklearna elektrarna v občini Krško in gre za degradativno območje, se pravi, da bi pa tukaj lahko zakonodaja nekako popustila. Vendar vseeno sem jaz mnenja, da bi se dalo v odloku nekako zadeve drugače speljati. Konkretno, da se bi na samo vlado pritisnilo oziroma na državni zbor, da bi dali neko izjemo noter zaradi nuklearne elektrarne Krško, glede na to, da se bo tudi drugi blok gradil oziroma da se bo tudi gradilo suho odlagališče radioaktivnih odpadkov. Zdaj bom rekel, dali smo pripombe na sam osnutek, verjetno ne bojo, ker je bil odgovor pač, da morajo slediti zakonu in seveda sedaj jaz mislim, da je vseeno bi bilo potrebno neko usklajevanje, nek kompromis najti z Republiko Slovenijo. Mi smo vseeno predloga, da bi bil še višji. Mislim, da je se strani župana bilo predlagano 175 tisoč, da je predlog. Mislim, da bi mogel biti tukaj 250 tisoč, namreč ravno te projekti, ki so določeni v nekem okvirju, se potem ljudje prijavijo, ki so višji, se pravi, mislim, da je višji od 5 ali 10 tisoč evrov. In ta poraba se zelo hitro potem nekako skrči. Vseeno bi mogli dati neko večjo vsoto, da se lahko občani prijavijo tudi večje projekte. Hvala.